Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dr. Tit Potočnik, direktor Triglavskega narodnega parka, najprej seveda lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem gledalcem in tudi vam. V letošnjem letu ste proslavili 40 let Triglavskega narodnega parka, čeprav je to minilo v lanskem letu. Za kakšno obletnico je šlo? Tako leta 1981 je bil sprejet prvi zakon o Triglavskem narodnem parku in gre v bistvu za edinstveno zadevo, saj gre za narodni park, ki ima tudi svoj zakon, kar pomeni, da so pravila točno določena in da je območje zelo dobro regulirano. Stvar je v tem, da leta 2021 tega praznovanja ni bilo, zaradi vsem dobro poznanih razlogov, to je zaradi covida. To praznovanje je bilo letos, ampak ne navežem. To se pravi, v lanskem letu smo praznovali 40-letnico, oziroma 40 let, ki smo praznovali letos. Poleg tega pa čez 2 leti praznujemo 100-letnico, odkar je del območja Triglavskih 7 jezer zavarovano območje in naj vse gledalce tudi informiram in poobvestim, da bomo čez 2 leti, to je v letu 2024, praznovali 100-letnico zavarovanega območja Triglavskih 7 jezer, ki se je že takrat imenovala Triglavski narodni park. Ne gre pa to za edino obletnico, ki bo obeležena v prihodnje, in sicer bo v naslednjem letu, kar pomeni leta 2023, bo Triglavski narodni park oziroma območje Julijskih Alp praznoval 20-letnico, odkar je samo območje vključeno v biosferno območje, kot biosferno območje Julijske Alpe, na UNESCO seznam naravne dediščine v okviru UNESCO-vega programa MAP, kar pomeni Man and Biosphere, oziroma v slovenščini človek in biosfera, ki poudarja ravnovesje med človekom in naravo. Pri tem pa velja še poudariti, da to območje ne zajema samo 8 občin, ki so parkovne lokalne skupnosti znotraj Triglavskega narodnega parka, ampak še dodatno občini Radovljica in pa Žirovnica, kar pomeni, da če govorimo o Triglavskem narodnem parku, govorimo o površini 84.000 hektarov, če govorimo pa o biosfernem območju, pa o površini 195.000 hektarov, kar pomeni, da je treba dati tudi pomen in pa zavedanje tega, da ljudje živijo v biosfernem območju, kar pomeni v 10 občinah, kjer je pomembna kvaliteta življenja, kvaliteta narave, predvsem pa ravnovesje med tem, kako ljudje, ki na tem območju živijo, naravo tudi ohranjajo. In glede na to, da naslednje leto praznujemo 20. obletnico, bomo dajali informativne vsebine in pa tudi ozaveščali ljudi, kaj jim to prinaša, kakšne so prednosti in kakšno kvaliteto življenja to prinaša. Pa ne samo to, lahko povem tudi, da smo vključeni v določene mednarodne organizacije, naprimer v organizacijo Europark. Organizacija Europark pa v naslednjem letu praznuje 50. obletnico, s tem, da povem, da v naslednjem letu bo Triglavski narodni park kot eden od najstarejših članov Europarka član te mednarodne organizacije že 37 let. In kakšno prireditev v Kranjski Gori organizirate 22. oktobra zvečer? 22. oktobra 2022 ob 18. uri organiziramo dan biosfernih območij. UNESCO je razglasil 3. november za prvi dan letošnjega leta, za prvi dan biosfernih območij. Zaradi šolskih počitnic smo se odločili, da bomo dan biosfernih območij organizirali 22. oktobra. In ravno to, ta dan je namenjen temu, da ljudje spoznajo biosferno območje Julijske Alpe, da spoznajo vsebino biosfernega območja, ter da se seznanijo, kakšne prednosti in življenje v biosfernem območju prinese. Pa naj povem samo še nekaj o biosfernem območju Julijske Alpe. Biosferno območje Julijske Alpe zajema 3 območja, in sicer v jedrnem delu in pa obrobnem delu je to območje Triglavskega narodnega parka, potem pa je še ta vplivno območje. Vplivno območje pa predstavlja tam, kjer se dogaja gospodarske dejavnosti, tam, kjer se dogaja turizem in tako naprej. In ravno iz tega namena je to ravnovesje pomembno, kajti če v vplivnem območju delamo prav, delamo dobro, če so ljudje pravilno ozaveščeni, če imajo pravilne navade, potem tudi
samo jedrno območje, kar pomeni srce narodnega parka, in pa obrobno območje lahko ohranimo v takšnem smislu, da bodo ljudje z obiskom doživeli pričakovanja, oziroma doživeli doživetja, ki jih pričakujejo. In kakšna je bila letošnja sezona v Triglavskem narodnem parku? Za sezono v letošnjem letu, to se pravi letu 2022, lahko povem, da je bilo tako enodnevnih gostov, kot pa gostov, ki so tu prenočevali, več kot pa v letu 2019. In iz tega vidika si lahko predstavljate, kakšne pritiske ima to na naravo samo, ter tudi kakšne pritiske ima to tudi na prebivalce tega območja, poleg tega pa tudi na kvaliteto samega obiska. In ravno zaradi tega je namen sprejetje akcijskega načrta, ki bo obisk usmerjal na način trajnostnega turizma in pa tudi trajnostne mobilnosti, kar pomeni, da bomo podpirali na to, da ljudje v park pridajo ne z lastnimi prevoznimi sredstvi, ampak da pridajo z javnim prevozom, to je ena stvar, druga stvar pa, da bomo ljudi usmerili na vsebine in pa na območja, kjer sam obisk ni pretiran, vendar kljub vsemu doživetje predstavlja, bom rekel, nekaj posebnega za samega obiskovalca in uresniči njegova pričakovanja. Najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam.